Danes v Pomurskem dnevniku nove sprostitve ukrepov, digitalno covidno potrdilo, prehajanje meja. Iz našega studia. Jutri bo spremenljivo oblačno. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Od ponedeljka naprej se bodo lahko v hotelskih bazenih kopali tudi zunanji dnevni gostje, če bodo seveda izpolnjevali pogoje PCT. Ob začetku poletne sezone pomeni to veliko olajšanje, predvsem za termalne parke in toplice, saj marsikje dnevni gostje prevladujejo. Večja bo lahko tudi zasedenost namestitvenih zmogljivosti, česar so veseli predvsem termalni hoteli. V manjših hotelih brez bazenov in mestnih namestitvah pa ni čutiti velikega optimizma, saj zaradi še vedno negotove situacije rezervacij skoraj da ni. V Biotermah Mala Nedelja so hotel odprli v ponedeljek in ga zapolnili do še dovoljene zmogljivosti. Odprt je tudi termalni park, ale za hotelske goste, čeprav so si tudi številni dnevni gostje že zaželeli vodne osvežitve. Ja, dejansko zdaj mi smo odprti 2 dni, kar nekaj gostov smo poslali domov, ker so kar prišli se kopati, misleč, da glede na to, da so se nastanitvene kapacitete odprle, da se je sprostila tudi možnost kopanja. Žal smo jih morali odsloviti domov, nič veseli niso bili, mi pa tudi ne, tako da smo res prav veseli, da bo od naslednjega tedna drugače. Od ponedeljka naprej zunanjih gostov ne bodo več zavračali, saj bo kopanje dovoljeno tudi zanje, ale do 75% zasedenosti bazenskega kompleksa. Odprtja bazenov za vse goste so veseli tudi v Termah Ptuj. Za obisk bo potrebno izpolnjevati PCT pogoje, kar bo odgovornost kopalcev. Za naše bazene to je izredno velikega pomena, kajti vemo, da predvsem termalni park je izredno velik in je zelo privlačen za naše goste. Veliko se jih pravzaprav pride razvajati, kopati, uživati v naših številnih atrakcijah in tako da od ponedeljka dalje bojo lahko tudi oni vstopali v naša kopališča, obenem pa bojo seveda tudi morali izpolnjevati PCT ukrepe oziroma predpise. Mi na recepciji tega ne bomo preverjali, bomo pa goste obvestili na vidnem mestu, da tole morajo izpolnjevati, tudi povprašali jih bomo, ampak v primeru kontrole oziroma inšpekcijske službe bo pa gost sam dokazoval, da izpolnjuje te pogoje. Tako bodo večji hoteli od ponedeljka naprej lahko ponujali do 75% zasedenosti. Včeraj smo vstopili v meteorološko poletje, junij je tukaj. V prejšnjih letih, če govorimo o predkorona časih, bi sedaj že iz vidika tranzita, ki je na tranzitni gostje res gost Maribora, deževala nekako rezervacije, povpraševanja, ljudje bi že imeli splanirane dopuste na Mediteranu in to je vedno bil nekako dober mesec za nas, smo vedeli, da gostje prihajajo, trenutno pa se to še ne dogaja. Vse je na zadnji trenutek, gostje več ne povprašujejo za vnaprej, ampak se obračajo tako, kot se situacija glede zdravstvene krize obrača in nihče ne želi fiksirati ničesar. Tako da nam je glede nekako načrtovanja poslovanja, vključevanja zaposlenih v delovni proces veliko težje kot kadarkoli. Bolj optimistični so v Termah Ptuj, kjer svoje hotele odpirajo danes, veliko pozornosti pa bodo namenili varnosti in preprečevanju okužb. Mi smo že lani sprejeli higienski standard plus in sicer poimenovali ga smo Sava Hotels and Resorts higienski standard plus. Plus pomeni pravzaprav, da smo nadgradili standard, ki ga zahteva nekako oziroma priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje in sicer imamo tukaj v vseh recepcijah tudi kamere, torej gost, ko pride, si lahko sam izmeri temperaturo. Potem, preden ga namestimo v sobo, mu tudi damo paket, v katerem je zaščitna maska in razkužilo. Vse sobe razkužujemo z posebnim sistemom, kjer je pravzaprav certificirano, da uničuje 100% tudi koronavirus. To je za naše goste izredno pomembno, kajti mi si želimo, da gost pri nas uživa brezskrbne počitnice, za varnost pa poskrbimo mi. Termalne destinacije beležijo veliko povpraševanje in z rezervacijami že polnijo sobe za poletno sezono. Dneva odprtja in sprostitev pa so si predvsem želeli zaposleni. Ja, vsekakor z veseljem, tega dneva smo si praktično vsi želeli, ker
To, da lahko zadihamo s polnimi pljučami, je verjetno vsem v interesu in prav veseli smo, da se je sprostilo vsaj nekaj. Ob tem upajo še, da bi lahko kaj kmalu dočakali popolno sprostitev brez omejitve zasedenosti bazenov in sob. Tako Evropska unija kot slovenska vlada si prizadevata za čim bolj enostavno in pregledno odvračanje epidemije, zaradi česar je bilo na ravni Evropske unije uvedeno elementarno pravilo PCT, ki bodo z negativnim izvidom lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim PCT covidnim potrdilom ali digitalnim covidnim potrdilom živeli relativno svobodno. Covidno PCT potrdilo bo vsem prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje meja in potovanja. Zavedam se, da je epidemija dolga. Zavedam se, da je epidemija pustila sled oziroma se dotaknila slehernega od nas in spremenila način življenja po vsem svetu. Hkrati se tudi zavedam, da ste se morali državljanke in državljani v veliki meri prilagoditi, saj smo v vladi sprejemali in spreminjali ukrepe s ciljem boja zoper epidemijo. Vsak dan namreč iščemo premišljene načine, kako nam vsem skupaj olajšati življenje z virusom, ki bo naši nemi spremljevalec še dolgo mesecev, upajmo, da ne let. Na vladi z drugimi državami in tudi na ravni Evropske unije dnevno usklajujemo spremembe in pa ukrepe na način, da bi jih seveda čim bolj poenotili in da bi bili pravični in pa čim bolj dostopni, pravični in enostavni za vse prebivalstvo. Strmimo čim bolj enostavnemu in preglednemu boju zoper epidemijo. Tako bodo državljani lahko na enem mestu dostopali do vseh svojih zdravstvenih podatkov. Skupaj tako danes sporočava, da so vsi vaši izvidi, ki so podlaga za izdajo enotnega COVID-PCT potrdila, že zbrani na enem mestu. Do vaših izvidov, testov, receptov lahko sami enostavno dostopate na portalu zvem.si. Predstavil bom za primer napredek pri uvajanju zvema po izvajalcih zdravstvenih storitev v tednih. Za tiste državljane, ki digitalnih potrdil ali mobilne digitalne identitete še nimajo, je ministrstvo sprejelo vrsto ukrepov, da bi jim olajšali postopek. Vlada Republike Slovenije je včeraj izdala odlok o spremembah in dopolnitvah pogojev vstopa v Slovenijo, ki bo začel veljati jutri. Tako se lahko brez napotitve v karanteno na domu v Slovenijo odpravi tudi oseba, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Testi PCR ali HAG so ustrezni, če so opravljeni v državah članicah Evropske unije in šengenskega območja oziroma v državah, ki niso na rdečem seznamu. Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno-rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj 5 dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno-rdečem seznamu. Novo pri tem je, da mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od 5 dni. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno-rdečem seznamu. Včeraj je potekala 18. seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Na dnevnem redu pa so med drugim bile tudi nagrade in priznanja za leto 2021. Častni občan je tako posthumno postal Janez Lanščak, plaketo Mestne občine Murska Sobota prejme Tom, telefon za otroke in mladostnike. Zahvalne listine pa prejmejo Dom starejših občanov Rakičan, Čebelarsko društvo Murska Sobota in podjetje Saubermacher Kommunala. Komisija je na osnovi obravnave predlogov glasovala o vsakem predlogu posebej ter za vsakega predlaganega nagrajenca posebej sprejela sklep o podelitvi priznanj. Sklep številka 1, naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota v letu 2021 prejme Janez Lanščak posthumno. Za sprejem sklepa je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na glasovanje dajem sklep številka 2, plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2021 prejme Tom, telefon za otroke in mladostnike Murska Sobota. Sklep številka 3, zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota v letu 2021 prejme Dom starejših občanov Rakičan.
Za sprejem sklepa je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, nihče proti. Na glasovanje dajem sklep številka 4. Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota v letu 2021 prejme Čebelarsko društvo Murska Sobota. Za sprejem sklepa je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, nihče proti. Sicer se vsako leto lahko podeli en naziv častnega občana, ena plaketa in največ 3 zahvalne listine. Danes je Pomurje obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Ustavila pa se je tudi v našem studiu. Med drugim je beseda tekla tudi o finančni pomoči pri izgradnji šolske in vrtčevske infrastrukture. Na razpisu, ki smo ga objavili v začetku leta, namenili 43 milijonov evrov za pomoč pri sofinanciranju izgradnje vrtčevske šolske infrastrukture oziroma pri adaptacijah. Prejeli smo skoraj 200 prijav od več kot 150 občin. To nam je bil signal tega, kako krvavo je potreben ta ukrep, ta pomoč tudi strani države. In na koncu seveda tisto, kar je bilo možno narediti, je bil izbor prvih tistih res najbolj nujnih investicij. Mi smo, kot rečeno, v tem obsegu namenili sofinanciranje za 13 vrtcev in pa 27 šol. In med njimi seveda tudi pogledali regijsko potrebo in v tem smislu je tudi vaša regija dobila prepotrebno pomoč visoko. Na drugem mestu po potrebi se je nekako potem pojavil vrtec v Cankovi, tako da oni bodo dobili kar res izjemno visoko tudi pomoč, skoraj 800 000 evrov sofinanciranja za izgradnjo vrtca. Potem pa osnovna šola v Murski Soboti, osnovna šola 4 v Murski Soboti in pa 2 dvojezični osnovni šoli. Jutri bo spremenljivo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 22 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 23, v Lendavi pa 24 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem v severnih krajih spremenljivo oblačno z nekaj nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 12 do 14 stopinj, dnevne pa okoli 27 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Tudi v ponedeljek bo vreme še nestanovitno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 11 do 16 stopinj, dnevne pa od 24 do 27 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.